Slovenija z domačo pridelavo ne pokriva svojih potreb pri vseh kmetijsko-živilskih proizvodih, zato je za državo zagotavljanje prehranske varnosti pomembno strateško vprašanje. Prehranska varnost in lokalna trajnostna oskrba s hrano sta vodilo kmetijske in prehranske politike in prav to je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje predstavilo tudi na letošnjem sejmu Narava zdravje. O samooskrbi v kmetijstvu se v Evropi v zadnjih letih vedno več govori. Tako da je zelo pomembno, da poleg tega, da je evropski trg oskrbljen s hrano za Evropejce, se vedno več govori o oskrbi posamezne države z dovolj hrane znotraj svojih meja in zato tudi aktivnost ministrstva na večjih področjih, da poskrbimo za dvig samooskrbe. Osnovni ukrepi so z spodbujanjem različnih investicij na različnih področjih, s katerimi želimo spodbuditi predvsem tista področja, kjer je področje samooskrbe na nižjem nivoju. Na drugi strani pa gre tudi za zelo promocijske zadeve, kot so slovenski zajtrk in podobne akcije. Tradicionalni slovenski zajtrk je na pobudo Čebelarske zveze Slovenije prvič potekal lani. Letošnje leto pa bo v slovenskih šolah in vrtcih organiziran 16. novembra, na dan slovenske hrane. Na ta dan bodo imeli otroci za zajtrk na mizi kruh, maslo, med, mleko in jabolko, vse slovenskega porekla. Osnovno sporočilo je, da je zajtrk pomemben obrok, ki ga mora zaužiti vsak izmed nas, še posebej pa otroci. Drugo sporočilo je, da je pomembno, da izberemo kakovostna živila pri zajtrku in da, kolikor je le mogoče, čim bolj pogosto posegamo tudi po slovenskih, lokalno pridelanih živilih, ki jih morda kupimo kar neposredno na kmetiji ali pa od slovenskih dobaviteljev v trgovskih verigah. Otrokom ljubljanskih šol in vrtcev, ki so svoj obisk napovedali na sejmu Narava zdravje, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s tradicionalnim slovenskim zajtrkom postreglo že prej. Bilo je zdravo, okusno, domače, informativno in pestro. Danes sem jedel kruh, maslo, pa med, jabolko, pa mleko. Jesem zajtrk pa ponavadi jem toast, maslo pa marmelado. Zakaj se ti pa zdi pomembno, da zjutraj ješ zajtrk? Zaradi tega, da imaš energijo za cel dan še. Zjutraj jem zajtrk, pa mami mi zmeri prav, da ga je dober jesti, da imam pol veliko moči. Kaj pa sicer rada ješ? Kruh z marmelado pa medom, pa sadje, zelenjavo. Treniram karate, pa nogomet. Zajtrk mi je bil pa zelo všeč. A vedno ješ zajtrk, pa kaj ponavadi ješ za zajtrk? Kruh pa salamo. A pa kaj ješ tudi sadja pa zelenjave? Ja. Kaj pa ješ? Za kosilo pa za malico. Kaj pa misliš, da je še dobro jesti pa početi za to, da si zdrav? Športati moraš, pa učiti se moraš, ne? Osnovnošolcem in vrtcem pa so se pri zajtrku pridružili tudi znani slovenski športniki. Med njimi judoist Aljaž Sedej in rokometašice rokometnega kluba Krim. In kaj so jim povedali? Zajtrkovati moraš tako kot bogataš, kosilo je neka srednja pot, večerja pa v nekako stilu siromaka, ampak jaz mislim, da za vsakega športnika je dobro zjutraj pred treningom, da se fajn najesti, da napolni telo z energijo, da potem med treningom ne troši mišic, ampak energijo, ki jo je zajtrkom pridobil. Pa mislim, da je zelo pomembno, kako se prehranjuješ in kako začneš dan, tako da je dober zajtrk zelo pomemben. Kakšna je predvsem tista hrana, ki jo potrebuje dober športnik? Ja, predvsem lahka hrana, ki je lažje prebavljiva, zato da lahko imaš uspešno upravljaš svoje napore, ki jih imamo na treningih. Kakšna je to hrana? Kakšni jogurti za zajtrk, kosmiči, kakšna banana, sadje. Dodatno pa je ministrstvo na sejmu Narava zdravje v okviru svoje predstavitve obiskovalcem predstavilo tudi prikaz mlečne verige. Namen prikaza poti mleka od pašnika do trgovske police je nazoren prikaz povezanosti pridelave hrane in ohranjanja okolja ter kulturne krajine.
predstavitev sledljivosti in kontrol v mlečni verigi in s tem varnosti mleka in mlečnih izdelkov. S tem se poudarja pomen mlečnega sektorja in varovanja potrošnika ter vzpodbuja poraba kakovostnega mleka in mlečnih izdelkov pri potrošnikih.